Živijo, dobrodošli vsi in seveda dobrodošla Ana. Zmogli smo znotraj akademskih 15, tako da nam gre kar dobro. Ampak, ko razmišljamo o tem, kaj je tisto, kar si res želimo, bi si verjetno 15 dni nazaj želeli popolnoma kaj drugega. Zdaj si verjetno želimo mir, zdravje in tisti kanček sreče. In preden vprašam Ano, kaj je tisti kanček sreče zate? Vprašam Tonijo, kaj je tisto, zakaj ste mladi prepoznali Ano kot poslovno liderko? Najlepša hvala. Zakaj? Diplomantka mednarodnih in diplomatskih ved. Samoukinja v kuhinji, ki je s samosvojim slogom in priseganjem na lokalno zavedno spremenila slovensko kuhinjo. Zapreš oči, okušaš ter vidiš te kraje in našo tradicijo. Krompir je zemlja. Potem slišiš vodo, to je juha. In v njej plava postrv. To je ena najbolj žlahtnih sladkovodnih rib. Leta 2017 jo je Akademija The World's 50 Best Restaurants proglasila za najboljšo kuharsko mojstrico sveta. Hiša Franko danes nosi 2 Michelinovi zvezdi in trdno stoji na gurmanskem zemljevidu sveta. Z oddajo Netflixove serije Chef's Table je postala zvezdnica svetovne kuhinje. V hišo Franko je začel zahajati svet. Med velike uspehe Ane Roš sodijo tudi Gerlinac, Coquetreau, Le Grand Fooding in pa Refeterio Ambrosiano. Nekdanja smučarka v jugoslovanski mladinski reprezentanci govori angleško, francosko, italijansko, špansko, nemško in seveda tudi slovensko ter nekaj malega portugalsko. Sodeluje v številnih dobrodelnih projektih. Pomaga revnim indijskim dekletom, da se lahko šolajo, da lahko najdejo delo. V svojo ekipo je sprejela afganistanske begunce. Kuharskih tehnik uči tudi lokalne otroke. Kdo je Ana Roš osebno? Ana, tisti mali kanček sreče? Mislim, najprej se opravičujem za akademskih 15 minut, lahko bi bilo 20, tle je sreča. Pa če v bistvu lahko bi se zlagala, da sem obstala v prometu, pa je šlo dokaj gladko, ampak zmeri zamudim. Tle te malo primorske note morajo stati. V glavnem, nekoč so me vprašali, kako lahko definiram srečo in če sem srečen človek. In sem potem ugotovila, da pravzaprav vedno govorim samo o slabih stvarih. Se pravi, ne me narobe razumeti, ampak gremo s prijatelji ven in rečejo, kako se je ful zmatrana, sestank za sestankom, ful gužva, restauracija je polna, s tem polno težav in potem, ko se poslušam, si mislim, da bi se mogla definirati kot strašno nesrečen človek. Dejansko pa sploh ni tako, ker se znam zelo veliko smejati in v bistvu sem ponavadi tista, ki drži družbo po konci do konca. In sem potem razmišljala, kaj dela tiste trenutke sreče in pravzaprav gre za tisti trenutek. In jaz mislim, da je vsak dan, celo življenje sestavljeno iz neizmerno veliko lepih srečnih trenutkih, samo videti jih moraš in jih moraš znati ujeti. In če potem imaš to modrost, da takrat, ko gre vse narobe, se spomneš, da je bilo 5 minut nazaj, se ti je zgodilo nekaj krasnega in da se ti bo čez 5 minut verjetno spet zgodilo nekaj krasnega in predvsem prepoznati te srečne trenutke, potem lahko rečeš, da je to sreča. Ni ena sama, je sestavljena. Iz trenutkov. Danes je 8. marec. Bi si želela
nagelj, vrtnico ali nič? Ok, dobila sem nagelj in tulipan, ne vrtnice. V bistvu bi rada preživela dan sama s sabo. Mislim, da je to največ vredno. Hvala, ker si ga dala tudi nam, ampak me zanima, če bi danes lahko kuhala tvoji noni. Kaj bi izkuhala? A ne bi nikoli kuhala moji noni. Moja nona je bila preveč komplicirana za kuhati. V bistvu je imela čisto moj karakter, tako da jaz skoraj ne dovolim v osebnem življenju, da mi kdo kuha in moja nona je bila čisto ista, tako da to ne bo šlo. Vem, da je ta vez med vama še vedno živa, če tudi nona te gleda v druge in te čuva v druge. Kaj ti je dala ta vez tradicije tvoje none? Moja nona je bila predvsem absolutno netradicionalen in zelo nenavaden človek. Bila je ena izmed tistih izjemno lepih žensk, ki je pri 80 letih, ko je hodila po ulici, so ljudje se obračali za njo in šele dokaj se ni obrnila, so videli, da praktično gre za starejšo gospo in ne za eno mladenko. Zelo živahen korak, izjemno energijo v življenju in predvsem mislim, da se nikoli ni pustila ne času, ne unim spremembam, ki so našo družbo spremenile kar za dolgo obdobje v eno tako sivo družbo, govorim v prehodu po drugi svetovni vojni, ko je dejansko aristokracija izgubila ogromno. S tem tudi vezane one prave tradicije. In ko smo kar nekaj postali vsi enaki, pač ona je vse to zavrgla. Prihajala dejansko iz ene zelo aristokratske družine, ki je imela v lasti slapove Krke, to je družina Šupok iz Šibenika. In v bistvu nikoli ni dovolila, da bi jo sprememba sistema in režima pravzaprav dala na kolena, tako da je vedno držala glavo pokonci in stala za čemarkoli, v karkoli je verjela oziroma karkoli si je želela, čeprav so bili časi dejansko zares težki. Se ti zdi, da so zdaj časi lažji? Se ti pustiš okolici, vedno se zdi, tako kot si rekla, da dviguješ družbo, da daješ energijo, ampak čisto tiho, čisto sama, čutiš, da tudi notri to moč? Jaz mislim, da najbolj močni ljudje na tem svetu, za tiste, ki mislite, so najbolj močni, smo največkrat najmanj samozavestni z zelo slabo samopodobo. In v bistvu v zadnjem obdobju ugotavljam, da je pravzaprav moja nesamozavest in slaba samopodoba pravzaprav tista, ki me žene naprej, ki je pravzaprav motor mojega delovanja in razmišljanja, ker moram vsak dan pač dokazati, da sem mogoče dovolj vredna, da sem lahko del te družbe. Ampak Ana, ti ne vidiš svoje lepote? Si vsaj kdaj za trenutek priznaš to lepoto, ki jo daješ svetu, to energijo, ki jo daješ okolici? So taki trenutki? Iskreno? Bolj ne, ko ja. V bistvu dejansko sem ostala po moje tista srednješolka, ki je padla v svoje slabo anoreksično obdobje in ni vedela, a ne študira ples ali diplomacijo in bi najraje živela v Afriki, kjer se je počutila dokaj dobro in imela občutek, da lahko pomaga in da lahko naredi kaj dobrega. Tako da ne verjamem, da sem se v teh, ne vem, to bo 30 let mogoče, ja, tam 30 let nazaj prav pretirano spremenila. Ljudje, ki slišijo, zelo te lahko začutim od tiste najstnice, ampak ko slišijo najboljša šefinja na svetu, najboljša kuharica sveta, takrat se zgodi tudi občudovanje. Marsikomu, ki je nesamozavesten, potem zraste tisti oblasten hormon. Ti tega nimaš in zato smo lahko srečni. Pa vendarle, kakšna je razlika med občudovanjem in spoštovanjem? Zelo velika, pač v bistvu spoštovanje, kako že gre tisto občudovanje, pomeni, da se nečemu čudiš in potem pride razočaranje, približno tako gre. Medtem ko je spoštovanje po moje zelo daljšega veka. Ko sem te velikokrat sva krožili v različnih krožnicah, potem pa v enem trenutku se spoznali in takrat sem na tvoji roki videla številko 69.
Aha, ta famozna številka 69. V bistvu jaz vem, kaj čisto vsak pomisli, celo moj sin, ki je zagledal moj tatu, je rekel, pač zdaj ima 19 let, to je bilo, ki je bil star slabih 18. Me tako pogleda, rekel, mama, ti si zmešana. Sem rekla, ne razumeš. In je rekel, res ne razumem. Ampak dejansko gre za mojo angelsko številko, ki, ni mi treba razlagati, zakaj je bil zgrožen, verjetno. Zato, ker je celo Ne, Ana, nismo razumeli. Z mojim fizioterapeutom sem začela tako najne seanse, ker je rekel, a si ti to tako utrgana? Sem rekla, ne. V bistvu, iskreno, ko sem si dala tetovirati številko 69, nisem pomislila na seks, ampak sem razmišljala o tem, da sem zadnja 2 leta to številko stalno videla. Pomeni, to so tiste številke, ki ne vem, kolikim ljudem se to zgodi, ampak non-stop pogledaš na številko na ulici 69, registrska številka 69, kličete številka 69, radio je na frekvenciji 69, v trgovini je račun 69, vrnejo ti 69 evrov in rečeš, sem tako, resnično 2 leti je bila prav tako la tempesta in potem je moja asistentka Manca malo šla pogooglati, ker jaz včasih ne premorem dovolj radovednosti, da bi raziskala eno stvar. In je rekla, šitana, to je angelska številka spremembe. Zdaj, mogoče to ne drži povsem, ampak gospod Bogo se mogoče ne bo strinjal z mano, ampak dejansko sem jaz začela nekako v to zares verjeti in zdelo se mi je, da je v tistem trenutku v mojem življenju bilo itak potrebno ogromnih sprememb, ampak takrat, ko apliciraš spremembe, moraš biti tudi dosti trden, da jih izpelješ, zato ker sploh za ženske, če že 8. marec, nekatere odločitve niso najlažje in sploh, če živimo v eni družbi ali okolju, ki je tako tradicionalno kot naše, so te stvari toliko težje. In v glavnem, ta 69 je frčala okrog mene in potem se je zgodilo, da sem bila v Trstu in ne vem, bil 3. marca, 4. marca, zdaj se res ne spomnim, mislim, da je bil 4. marca. In sem šla na moj jutranji tek. In sem tekla po pomolih, kruzala čez pomole, tam je en tek, ki ga imam res rada. V bistvu tečeš ne 45 minut, ampak se ti dogaja in ne vem, ljudje grejo s kanuji oziroma s kajaki na vodo in v glavnem res je lepo, one barke pojejo. In sem se ustavila na eni točki pomola, ki se skoraj sreča z druge strani, z drugo točko, da se raztegnem. In pogledam na tla in tam je bila številka 66, 67, 68, kjer sem stala ni bilo nič, pa je bila pa 70, 71, 72. In pa je tako, resnično sem se ustrašila, to ne more biti. In sem šla par dni nazaj pogledati in jo še vedno ni. Ne. Preden sem šla na Kubo, sem šla še enkrat pogledati tisti pomol, ker sem bila delovno v Trstu in ni številke. In potem grem na kolena, gledam, če mogoče padla v vodo, gledam, ne vem, če je prflikana kam drugam, v glavnem. Vse je bilo, samo številke 69 ni bilo. In potem sem poklicala Tilna tetoverja in rekla, Tilen, a delaš? In je rekel, ja, če pridem čez 2 uri v Ljubljano iz Trsta, a lahko in potem sem si potetovirala to številko, zato da če slučajno zmanjka, je tu, zato da imam vedno moč, da lahko, kadar so spremembe potrebne. Samo pogledaš. Ne, vem, da imam pač, ja. Sej v bistvu razmišljam o naslednjem tatuju po prvici. Ki pa bo? Ne vem še. Nekje, kjer ga bom lahko videla. In je v bistvu zelo zanimiv, zato ker jaz mislim, da zadnjih par mesecev si ponavljam stalno eno mantro, kadar res nič ne gre in nič se ne sešteje in nič ni prav in ne vem, kdor bi mogel klicati ne kliče in kogar bi mogla dobiti, se ne oglasi, razen Žiga. Ki te kliče non-stop in se ti ne oglašaš njemu, ampak pustiva to za kasneje. Torej. Ja, si rečem, the power is in you, not in others. In potem, ker enkrat ta oseba zares pokliče. Tako da 3-krat rečem, the power is in you, not in others, in potem se vse postavi nazaj na mesto. Tako da ne vem, mogoče, ker ne nosim dosti nakita, ne vem, tako karkoli. Omenila si tvoja otroka oziroma omenila si sina, ki ima zdaj 19 let.
Se veš, jaz imam 3, pa tudi po mojem misli sem utrgana mama, ampak ne tako utrgana kot ti. Kako gre pa to? Kako vzgojiti otroke, da lahko so s tako mamo? Dobro vprašanje. V bistvu včeraj sem govorila z ravnateljico. Jaz sem zelo iskrena glede našega življenja in tega nimam problema povedati, kakšno stvar, ki mogoče lahko kdaj komu odpre oči glede svojega življenja, svojih odločitev in predvsem razmišljanja. Ne. Pač imam 2 otroka, ki sta enako vzgajana in povsem različna. 3 dni nazaj smo se vrnili iz potovanja po Kubi, kjer je šlo vse narobe, zato ker je pač Kuba v času post-covid situaciji propadla kot družba, tako ekonomsko, posledično tudi moralno. In mi smo družina, ki je z rukzaki prepotovala Madagaskar, ne vem, Burmo, ki je bila še zaprta, ampak tako težkega potovanja, kot je bilo na Kubi. Če v prvem dnevu sem izgubila ves denar na cesti in od tam naprej je bilo 14 dni, vsak dan gremo nazaj domov, a ne, predamo se pa ne. In na koncu smo plesali salso, rumbo, mambo, v Casa de la Musica, vsi 3, ker smo že dosti stari, da vsi 3 tudi do rum pijemo. In Svit, ki je izjemno zadržan, je plesal s pol puncami. Ja. In jaz sem bila strašno ponosna, ker končno se je odprl in čez par dni ima maturantski ples in je vadil dovolj salse, da bo šlo. In meni ni bilo treba za to na tečaj plesa, ker mi je dal zeleno kljukico, da mami gre dovolj dobro. Ampak ne glede na to sta izjemno različno reagirala na pač moj tip vzgoje, ki je bil posledica tega, da itak sem delala cele dneve. Živela sta praktično v mojem delovnem okolju in zato, ker drugače ni šlo, ker sem izjemno navezana na nju, pač v bistvu bilo avtomatično, da jesta v restauraciji, delata domače naloge v restauraciji. Potem sem sicer prekinila in šla z njima, da sta lahko šla spat, ampak potem sta oba vedela, da prijem. Mi smo rekli, in mama gre nazaj dol. Uboga otroka, morala ste jesti hrano Ane Roš. To res ti bi bilo najlažje. Največkrat je bila pašta s paradajzom. Zato, ker sem imela točno 1 minuto, da skuham. Ampak sta pa vedno jedla kuhano večerjo, res. In jo še danes. To je v bistvu, večer je bil vedno trenutek skupnosti. In tu sta potem se zgodili 2 stvari, ki sta izjemno zanimivi. Ena, da sta otroka stara 18 in 19. Prva, ki rečeta, mama, kam gremo naslednjič? In oba imata že, ne vem, Eva Klara ima fanta, mladega mora iz Nove Zelandije, Svit ima punco iz Tolmina, toliko različnosti. Ampak v bistvu oba strašansko želita si skupnega časa. In recimo na tem zadnjem potovanju smo, ker ni bilo interneta, toka, smo imeli odvajanje, WhatsAppa ni, smo imeli odvajanje, vsi z mano vred. Zato, ker imaš v bistvu trenutku, ko je prazen čas, ugotoviš, da pogledaš telefon in potem si pogledal telefon in tako se ni nič zgodilo in potem smo rekli, smo našli karte, mleka, jajc ni, ampak karte smo našli in smo cele dneve kvartali v senci in govorili o vsem, od ljubezni do politike, začela se vojna, o vojni, zakaj, kako, o Kubi, kjer smo se tudi naučili, da v bistvu, če nekaj želiš takoj, ne nujno takoj tudi dobiš. In v bistvu to je en velik kompliment za mamo, če imaš 2 otroka, ki želita biti toliko s tabo. In sem ugotovila pri tako različnih otrocih, da se Eva Klara absolutno nikoli ne bo izgubila, zato ker rabi točno 1 minuto, da se zmeni z vse, ne glede na jezik, raso in spol. Svit pa si ne upa niti za žlico sladkorja vprašati. Ampak po drugi strani je Svit tisti, ki, ne vem, je bil izjemen atlet, sicer Eva Klara tudi, in za katerega boš vedno rekel, sploh ti ni treba skrbeti. On je tisti, ki prvi vstane, ki zbudi celo družino. Od 11. leta je vstajal, vzbujal Evo Klaro, da sta hodila v šolo, da sem jaz lahko spala. Nikoli ni že organizacijsko povsem pripravljen. Medtem ko je Eva Klara, in mogoče to je ena taka zelo zanimiva zgodba, meni pač vstopila v gimnazijo v teh groznih časih, prvi letnik, takoj lockdown,
pa drugi letnik lockdown in pa je prišel tretji. Pojma nima, kaj pomeni gimnazija. Zares, mislim, da so se prešvercali čez prve 2 leti tako, da glava boli. In v bistvu, in potem se je zaljubila v mladega Mora, ki dejansko živi na Novi Zelandiji in potem kar enkrat prišla s to džazno idejo, da bi se šolala na razdaljo. In jaz sem rekla, okej, zato ker sem nekdo, ki posluša otroke, je rekla, zdaj tu točno ne razumem, a je to pač zato, ker bi želela iti na Novo Zelandijo, tam ostati in potem nekako končati šolanje, ali ja, ampak smo na koncu skozi pogovore in s pomočjo njenega pediatra in potem enega krasnega pedopsihiatra, ki je starosta slovenske pedopsihiatrije, ugotovili, da je Eva Klara dejansko otrok, ki je tako drugačna, da jo klasično šolanje ji ne bo nikoli dalo dovolj. In on je rekel, napišem strokovno mnenje, da dejansko ne na njeno pobudo, na njegovo, predlaga šolanje, drugačno šolanje. In jaz sem rekla, okej, večina mam bi rekla idiot in bi rekla, kaj ti si lena in ne vem. Jaz sem pa poklicala ravnateljico in se rekla, da se pogovoriti. In mislim, da to pomanjkanje časa je pri nas pripeljalo do tega, da meni otroka čisto vse povesta in mislim, da zaupata tako stisko kot dobro stvar. In nekako menim, da je to mogoče celo večji uspeh kot karkoli druga v mojem, ne vem, poslovnem življenju. Te bom vprašala, preveč še te vprašam, če si ti lahko imela tak odnos s svojo mamo in očetom? Ne, absolutno ne. Sej prebereš knjigo, pa ugotoviš, da sem zelo resnicoljubna glede tega. Ne, absolutno ne. Pač moja družina je izjemno zahtevna družina, zelo ambiciozna družina, po mami aristokratska družina, kjer je bilo pričakovano, da bom vedno urejena, da bo vse vedno po jusu, BP, lasje počesani. Lepo frizuro imaš. Če ti zdaj povem, da je bil najin skupen prijatelj, s katerim sem hodila v času, ko sem se mi prvič spoznala, da ne bom imen, bil idealen mož zame. In potem absolutno zate ne pravi, a ne? 3 mesece. V hipu, ki je prišel pidžamo na zajtrk k moji mami in sem rekla, to se bo pa končalo. Ana, predaleč greva, zato greva zdaj na vrednote in vprašava Tonjo o tem, kako so mladi prepoznali Aleksandra Čeferina, ki ste ga tudi dali med poslovne liderje in seveda s katero vrednoto opišete Ano. Aleksander Čeferin je svetovni voditelj in najbolj vpliven Slovenec na čelu Evropske nogometne zveze UEFA. Verjame v moč nogometa, ki lahko razgreje ali umirja strasti. Nogomet je strast. Po svetu ga doživljamo kot neke vrste religijo. Je največje socialno gibanje, kar jih je. Samo prenos Lige prvakov gleda milijarda ljudi po svetu. Nogomet združuje. V vodenju, v narekovajih svetovne religije, se Aleksander Čeferin zaveda svojega vpliva. Njegov opus je širši od nogometa, je bilo zapisano, ko je letos dobil priznanje Delova osebnost leta 2021. Zaveda se odgovornosti voditelja do družbe in tudi do Slovenije. Zato ni tiho, ker kot pravi, ko bo dovolj ljudi, ki imajo vpliv, spregovorilo, se bo kaj premaknilo. Jaz to povem, ker se mi zdi prav. S svojim vplivom deluje družbeno odgovorno. Zato je njegova vrednota evropska, oikos, odgovornost za blaginjo vseh. Svojo odločnost kaže v kriznih situacijah. Prekinil je nastanek Superlige, trenutno pa v krizi deluje tako, da je iz Sankt Petersburga svetovno prvenstvo preselil v Pariz in stopil takoj v akcijo. Začel je reševati nogometaše iz Ukrajine, UEFA fundacija pa pomaga najbolj ranljivim v vojni, otrokom. O Slovencih pove tole. Slovenci smo bolj sposobni, kot si upamo priznati. Naš največji problem je pomanjkanje samozavesti in tega, da bi drug drugega podpirali, ko bi bilo treba. Večkrat sem že poudaril, da smo blizu zahodu in vzhodu, severu in jugu.
Razumemo socializem in komunizem, znamo tuje jezike. Edino, kar potrebujemo, je trenutek, ko se bomo zavedali, da smo dobri. Kajti dokler ne veš, kaj imaš, tega ne moreš pokazati. Kaj pa smo zapisali o Ani Roš? Ana Roš je najprej mama, šefinja, ambasadorka Slovenije, popotnica in upornica. Jo je v uvodu knjige Sonce in dež predstavila Kaja Sajovic. Ko sem postala šef v hiši Franko, sem se zaprla v kuhinjo in trdo delala. Študirala tehnike, okuse, številne tradicionalne in sodobne knjige. Preizkušala lastno pot. Že od začetka sem se trudila v svojih jedeh poudariti sezono, teritorij, lasten značaj, potovanja, ženstvenost. Lahko rečem, da sem si ves čas želela, da bi roke sledile glavi. Bila sem samouk, imela pa sem talent za kombiniranje okusov in taščo, ki mi je posredovala osnovna znanja o kruhu, mesu, preprostih in osnovnih sladicah, testeninah. Čez nekaj let sem dobila priložnost poznati in delati z nekaterimi najbolj znanimi šefi na svetu, od katerih sem se tudi veliko naučila. Trmasta, samosvoja, močna ženska, po svoji noni, je dosegla, da so roke sledile. Če ste že pristala v kuhinji, ste tam pustila pečat in še marsikje drugje. Ta pečat je širši. Naša naloga je, da opozarjamo na probleme v družbi. Če me zato, ker nisem tiho, postavijo na sramotilni steber kot čarovnico, pa naj bo. To vsaj pomeni, da me slišijo. To pomeni, da mojega glasu niso zadušili kupi peska. Ana Roš poseblja vrednoto ep iz Amerike. Vse povezanost in soodvisnost. Ker razume, da smo del večjega sistema in imajo naše odločitve širši vpliv. Izjemna liderka se kaže v tem, ko povezuje lokalne pridelovalce iz Posočja. Tako v cvetočih časih, tudi v času pandemije pa jih ni pustila na cedilu. Kako razume begunce? Begunci se najbolje asimilirajo, če jim omogočimo dostojanstvo in dostop do normalnega življenja. Možnost, da se dokažejo in uresničijo. Ko si prisiljen v hipu zamenjati svoj prostor, zapustiti družino, si že tako izgubljen in tvoje dostojanstvo je na dnu. Če daš takšnemu človeku možnost, da pokaže, kaj zna in kdo je, se morda lahko kaj naučiš od njega. Njena ekipa je svetovljanska, takole predstavi eno izmed svojih kolegic. Nataša Đurđić, moja kuharska kraljica. Njen vir navdiha je Posočje, dežela žive vode, vse povezanost pa razume tudi v tem, da smo vsak na svojem koščku raja povezani s tistimi pred in po našem času. Njena najljubša jed je pašta. Kdo sta Aleksander Čeferin in Ana Roš kot poslovna liderja? Ajša. Ana, lepe pozdrave ti posredujem od Aleksandra. Vem, da sta si blizu. Sva se slišala pred parimi dnevi, prav na temo beguncev. In o tem bova tudi kaj rekli, ampak morda, kako ti vidiš Aleksandra kot človeka, kot poslovnega liderja? Ok, z Aleksandrom bi se lahko poznala že celo življenje, zato ker naju povezuje ogromno krasnih ljudi. Njegova žena Barbara, njegov oče Peter, Petrova žena Mija, ki je prijateljica mojega dobrega prijatelja, enega tržaškega odvetnika. Ampak dejansko sva se srečevala, ja, tako mimogrede. Do enega trenutka, ko je bilo meni res hudo, ko sem praktično padla v nemilost takoj za njim. In večina ljudi mi tako včasih reče, vse, kar je slabo, gre skaj za eno uho noter in skozi drugo ven. Jaz, ma ne gre. Ni tako enostavno predelati
praktično vso svinjarijo, ki jo dobiš na glavo, poleg tega, da so vpleteni tudi tvoji otroci in tvoja družina. In enega lepega dneva sem pač znanca vprašala, vem, da imaš številko Aleksandra, jo lahko dobim. In Aleksandar je rabil minuto, da mi je odgovoril in 2 dni, da me je obiskal. In tam se je spletlo eno zelo zanimivo znanstvo, mogoče prijateljstvo, ki se ukaže v tem, da v bistvu zelo podobno razmišljava. Si trmast, vztrajaš, si vodja veliki skupini ljudi in zato odgovoren. In bom uporabila besede, ki sem jih uporabila, ko sem mu napisala iz Kube, ko sem ujela mimogrede internet, sem pač stopila z njim v kontakt in mi je povedal za reševanje, preden je to prišlo v javnost. In sem rekla, Aleksandr, veš kaj, zares, vsaka ti čast. Če bi ljudje imeli tvojo voljo, tvojo moč, če bi ljudje imeli tvojo prepričanost in predvsem resnicoljubnost in stati za svojimi, za tem, v kar verjameš, bi bil svet veliko lepši in v to zares verjamem. Se ti zdi, Ana, da ljudje, ki ste resnicoljubni, ki se dvignete iz povprečja, prej si omenila, da tudi to, da je recimo padel nek aristokratski način, da smo želeli biti v uravnilovki, ali taki ljudje zdaj motite? Ali smo že dovolj zreli kot družba, da razumemo, da ste lahko voditelji, da nenazadnje mladi so vaju prepoznali kot tista, v katerih vidijo nek vzor? Je nastopil trenutek tistega belega sonca, ko se take ljudi lahko osvetli in bomo na njih ponosni, jih bomo spoštovali, pa ne občudovali? Jaz mislim, da na to nismo še pripravljeni. Midva sva v bistvu tipična človeka, ki družbo razdvajava. Vsaj mogoče malo manj on, ker vseeno, kdo pa nima rad nogometa, brez zamere, v bistvu največkrat v največ družinah, ko se dogaja Liga prvakov, žena nima pravice gledati mehiške nadaljevanke, zato ker je pač na sporedu Liga prvakov. Za gastronomijo je pa pač tako, da večina, še vedno veliki večini Slovencev ne pomeni pravzaprav nič, pomeni pač tist obrok 2, 3 na dan, ki hranijo po kalorijah naše telo, ne pa naše duše. In včasih pomislim na žensko, ki lahko 3 ure kuha in potem sede družina za mizo in brez besed v 5 minutah poje to, kar se je kuhalo 2 uri, brez hvala, nasvidenje ali bilo je dobro. In odgovorim, da nikoli ne bi kuhala taki družini. Pri nas je to vedno dogodek. Ampak hočem samo reči, da jaz lahko tudi razumem, da nekdo ne razume mojega dela in zato ne razume moči mojega glasu oziroma se jim to včasih zdi popoln balast. Tisti luksus, ki je nepotreben. Ti ljudje verjetno tudi ne hodijo v galerije ali ne vem, v opero, teater ali na koncert. Ampak ne glede na to, pač oba na nek način z svojim glasom in z svojim dokaj resnicoljubnim nastopom, torej jaz temu pravim, da kaj pa če družbeno kritičnostjo in ne rečeš razdvajava, ampak dvigujeva, razsvetljujeva družbo? Bo to izvedeno drugače? Ja, razsvetljujeva in zato razdvajava, zato ker dejansko je veliko ljudi, ki noče videti in slišati in mogoče pametni, inteligentni razsvetljenje jemljajo na pozitiven način. Če si pa ti jezen v svojem biti in veliko Slovencev je jeznih v samem sebi, vsak dan, ves čas, se ti zgodi lepka, poiščeš samo slabo. V vsaki stvari iščeš slabo. Ne vem, Ana Roš postane Best Female Chef 2017 on the world in v tem najdeš nekaj slabega. In jaz si rečem,
Mislim pa, da generacija, ki prihaja in ker se veliko družim z mojimi otroci in posledično veliko z njunimi družbami, pač prihajajo k nam domov, klepetamo, jemo skupaj in tako naprej. Wow, kakšni krasni otroci, res. In mislim, da bo to velika sprememba. Če bo Evropa znala ohraniti to, da bo znala sprejeti begunce. Povej nam o tem, kako jih sprejemaš ti, to ne opisala, kako jih čutiš, koliko se pustiš naučiti in zdaj žal vidimo ponovno val. Ok, to je v bistvu ena zgodba, ki je zdaj spet prišla nekako na dan in mislim, da moram kar deliti celo zgodbo z vami, zato da boste razumeli, kaj o tem mislim ta trenutek. Pač v bistvu jaz sem študirala diplomacijo na Tržaški univerzi, je bila mednarodna šola, prihajali smo z celega sveta in eden od mojih sošolcev, Eduardo Spaka, pol smo se itak porazgubili. Jaz sem šla kuhat, drugi so šli v diplomacijo in živijo raztreseni po celem svetu. Jaz sem dejansko tip človeka, ki zna dokaj in prepogosto odrezati svojim prejšnjim življenjem in se spraviti v novega in pol po 10 letih, ko vidiš ljudi za nazaj in nimaš več kaj povedati, ker itak tvoj svet nima nobene veze s svetom vseh ostalih. Tako da sem bila slepa, kaj se z mojimi sošolci dogaja, mogoče 20 let, 25 let. Na kar sem lani delala v Dubaju, januarja, tisti slaven Dubaj, ki je bil vse povsod potem. 10 dni smo bili tam in jaz se ne spomnim, da bi karkoli objavljala prej, da odhajam v Dubaj, ampak en od mojih sošolcev, ki je deloval v Kabulu, mi napiše sporočilo tako, Ana, are you really in Dubai? In jaz tako, ja. In on reče tako, I'm here, because ljudje, ki so v Kabulu delali na evropski misiji, so v glavnem imeli po 4-5 dni na teden plačanega Dubaja, da so šli ven iz tiste strahote. Življenje v neprebojnem jopiču 24/24, 7/7, samo blindirana vozila, to je life, tudi v diplomaciji. In tako sva z Edotom sva se dobila in wow, itak sem ga srečala pred dvigalom in ga nisem prepoznala in potem, ampak sva ostala v kontaktu in tako enkrat na teden sva imela online aperitivo, zato ker sklepam, da pač v Kabulu drugače aperitiva ne moreš imeti, ker ven ne moreš iti in potem je bil doma pred kamero in jaz sem rekla, ok, kjerkoli sem bila, sem obrnila kamero, sem opračarala svet. In so se tako res zbližala in potem je nekaj časa bil telefon tiho in sem vedela, se nekaj dogaja in že maja so bili evakuirani iz Afganistana. Vsa evropska misija, edino ambasador je ostal. In potem se je že takrat, oni so videli, se bo vojna začela poleti, začeli počasno evakuacijo vseh ljudi, ki so delali z evropsko misijo, so jih srečevali na dnevni bazi, zato ker bi jih talibi enostavno pobili. In en izmed njih je bil Hamid, fant, ki trenutno dejansko res dela v Hiši Franko in vam bom pol povedala, kako krasna oseba je. In jaz sem bila v Barceloni konec poletja in Afganistan je bila takrat dejansko nočna mora in z Edotom se slišiva in Edo reče, kako gre in je rekel, Ana, stranje, še en kup jih moramo spraviti čez in ko slišiš to krizo, pri nekomu se nekako ne vem, a je karkoli, kar lahko normalen človek naredi in je rekel, v bistvu lahko, zato ker ti ljudje rabijo integracijo, zakaj jih ne vzameš par v hišo, ko se ti hecaš? In on reče meni, ne. In je rekel, v Španiji je ta trenutek, ki so jih v Španijo najprej spravljali, toliko pa toliko in je rekel, mislim, da je Sloveniji jih pripada 18, zato ker vsaka evropska država je dobila svojo kvoto. In jaz sem tako, in je rekel, in lahko v Slovenijo spravim Hameda, to je fant, ki je na evropski misiji, v bistvu evropska misija imela restauracijo in je tam delal v strežbi. In je rekel, fant je krasen, Ana. Jaz sem človek, ki je zelo naiven in verjame na prvo besedo in sem rekel, ok, sem rekel, v redu, daj mi številko. In je rekel, Hamed je bil 2 dni nazaj evakuiran in jaz pokličem Hameda na WhatsApp, in odpre se njegova slika, blond skodrni lasje, angelski obraz in jaz tako, Hamed? Ok, in sem rekla, imava skupnega prijatelja, Edo, in je rekel, ja, Edo told me about you. In sem rekla, ok, Hamed, bom naredila vse, da te spravim v grupo, ki bo prišel v Slovenijo in bomo naredili vse,
da te dobim v hišo, zato da boš vsaj nekje na varnem in imel kaj početi. Konec decembra s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve, gospod Šter je dejansko bil veliko pomoč, so bili Hamedovi papiri končani. Do takrat je čakal v prehodnem domu. In ne glede na to, da je hiša Franko vstopala v čas zapiranja, sem se odločila, da ga zaposlim takoj, zato da ve, da ga nekaj čaka, in je potem do 20. januarja preživel z nami v uvajanju v strežbo. In v teh 20 dnevih je postal, po moje, ljubljenec čisto vsake osebe v hiši Franko in ne samo, tudi gostov, ker pač dela v strežbi. Naša strežba je angleško govoreča, tako da je ta interakcija z gosti, ker pogosto hey, where do you come from? In je dejansko z gosti delil svojo zgodbo. Pred parimi dnevi, ko smo se začeli vračati v hišo, jaz sem še na Kubi, mi je poslal sporočilo, da se iz Maribora vrača v Kobarid. In je vprašal, a karkoli rabite, in itak je meni šel na jok. In ko sem se vrnila v Kobarid, sem gotovila, se v 2 mesecih naučil tekoče slovenščine. Danes so na vinski degustaciji nekje na Štajerskem in pred 2 dnevoma je sommelier Marija prišla k meni in mi poveda naslednje. In to je zdaj drug del zgodbe, ki dejansko boli. Je rekla, Ana, rabimo nekoga v backbaru, kar pomeni nekoga, ki pač pospravlja polni hladilnik in tako naprej. In se kaj, ja, razpisi so zunaj, Marija, ampak je res drama, v gostinstvu ni kadra. Sam da vam povem, hiša Franko manjka samo ena oseba, ampak drugače, če se boste kje pritoževali, da so strežbe slabe, pač to je situacija na trgu ta trenutek, 2 leti lockdowna so pač spremenile način razmišljanja ljudi, ki so prej v strežbah delali. In Marija reče, Ana, Hamed mi je rekel, da med ostalimi 18 je en fant, ki bi tudi želel priti v hišo. In jaz tako, ok, kaj to pomeni ostalimi 18? In pa grem Hamedu in ga vprašam in Hamed mi reče, ja, so srečni, so v prehodnem domu. In jaz tako, kako srečni so v prehodnem domu? Še vedno so vsi v prehodnem domu. In pokličem Štera in rečem, ampak kaj se pa dogaja? In on reče, ja. V bistvu nihče se ne ukvarja z integracijo in se pravi samo Hamed zaradi, ne vem, naveze Ana Edo in mojega zaupanja v to, da lahko nekomu daš roko, ponudiš prsti, da bo požrl roke in mu ponudiš boljše življenje. In dejansko se nisem uštela. Vsi ostali so ostali tam. In Šter mi pravi, da se je ustvaril dobesedno mali afganistanski geto, pomeni integracija nič, službe nimajo, imajo pač tisto nujno zdravstveno skrbo in se pravi, karkoli smo na glas rekli, smo sfalirali. In sem potem rekla Hamedu, pokliči fanta v sredo, torej jutri se bomo srečali v hiši, če bo prestal test, zato ker pri nas ni to socialna služba, pač ti moraš tudi svojo praviti, zato ker Hamed ima redno plačo, visoko plačo, celo za slovenske razmere. Ima dom, ima družino, se pravi vse nas, ampak ima delo predvsem, v katerem se more pokazati. In enako bo veljalo za drugega fanta. Ampak potem se odpre vprašanje, odprli smo vrata, ne vem, ukrajinskim beguncem. Ukrajinska kriza se ne bo končala od danes na jutri. V bistvu to lahko pomeni tudi grožnjo za slovensko družbo, če ne bo naša družba poskrbela za to, da damo smisel bivanju tem ljudem tu. In dejstvo je, da ne gre za to, jaz sem empatična in najraje bi živela dejansko nekje v sredi Afrike bosa in skrbela za to, da gre človeštvu bolje in prav, ampak ti ljudje niso krivi, da se te stvari dogajajo. In dejstvo je, da jaz sem dobila grožnje smrtjo zaradi Hameda, resnično, grožnje smrtjo, kar zelo veliko svinjarije. Ampak v bistvu sem pomislila, če smo kot družba tako nizko, da ne moremo razumeti, da se to isto lahko jutri zgodi nam, pa smo kar blizu zdaj ta trenutek. In ko bo tvoj otrok šel od doma
19 let star, 18 let star, 16 let star, 11 let star, kot smo brali par dni nazaj. In boš vedel, da je tam nekdo, ki je za njega poskrbel, mu je dal možnost, da lahko živi, dela, živi, se izkaže, lahko ponosa sam nase. Pa ni to najlepša stvar v življenju. In meni ni žal. Velikokrat plačam ceno za mojo naivnost in plačam ceno zato, ker se izpostavim. Ampak še enkrat, in Aleksander s svojim delom, on, veste, nič od tega, kar je on dejansko v Ukrajini naredil. In je tudi prav, da ostane tako, ker ne želi o tem govoriti. Ampak dejansko, na žalost, se bo svet mogel zbuditi. In tukaj si nam dala verjetno eno odlično iztočnico, da je res narobe reči in se obrniti stran, ne morem se ukvarjati s to dramo, zdaj ni trenutek, ampak da dejansko lahko vsak od nas v svojem mikrosvetu ali pa v velikem svetu, odvisno dokot seže naša moč, nekaj naredi. Trenutek za to, da tudi vi postavite vaše vprašanje. Če nihče ne dvigne roko, si bo Ana sama zbrala nekoga. Ana, poglej malce. Kdo bo tisti, ki ti bo zastavil vprašanje? Najprej naj se en sam najde. Zdaj vidim, da je Janža samo kandidirala Žigo. Žiga, želiš? Ne, Žigu ne bom odgovarjala. Torej zberi nekoga drugega. Ker je moja nočna mora v življenju. Toliko v ljubezni. Borut. S računalnikom. Borut Čeh bo zastavil vprašanje. Borut, izvoli. Ana, moram reči, da me je ta zgodba kar ganila, no, v bistvu, pa tudi recimo ta tvoj način, kako si odprta. Prej si rekla, da pač, če se to lahko nauči z mojega primera, evo, primer. Zanima me, tukaj smo, ne vem, večinoma mogoče z poslovnega sveta, malo drugače, čeprav tudi podjetje vodiš čez hrano, no, gastronomijo, ampak kaj lahko mi naredimo po tvojem za begunce, Afganistance, kakorkoli, Sirice, Ukrajince, kakorkoli? Meni je ogromno ljudi na moje socialno mreže pisalo, takrat, ko sem javno izpostavila problem, kako lahko še kdo pomaga. Bom iskrena. Vsak mora najti svoj modus operandi. Pač jaz ta trenutek si lahko predstavljam, da bom drugemu fantu dala delo v backbaru in ga naučila njegovega dela in mogoče, po mojem, rabimo še enega vrtnarja, bom enega tretjega našla, da bo vrtnaru. Iskreno, delovna sila v Sloveniji je kar velik problem. Zdaj, sklepam, da v vsakem podjetju nekdo lahko samo analizira, kako se da pomagati. Lahko rečem, da je Ministrstvo za zunanje zadeve bilo zelo hitro pri urejanju papirjev za afganistanske begunce, ker so bili politični. To ni bila splošna populacija, ki je bežala, ampak dejansko so bili ljudje in družine, ki so bile strogo vezani na vse nas, ker v bistvu so delali z Evropsko unijo v Kabulu. Se pravi, dejansko neposredno ogroženi. Ne vem, kako bojo urejali papirje za Ukrajince, mi je pa Šter poslal telefonsko številko, ker obstaja integracijska služba pri nas in jaz jo bom delila na mojih socialnih omrežjih, kar pomeni, da kogarkoli zanima, papirologija traja. Mi imamo eno osebo v administraciji, ki dejansko, ker mi zaposlujemo ljudi iz celega sveta, ne vem, od Kolumbije do Čila, Indije, kolikor lahko Slovencev, pa drugače delovna mesta so pač odprta. Tako da vemo, kje so hakeljci pri dobivanju viz in tako naprej. V primeru Afganistancev je vse to za vize recimo, in dovoljenje za bivanje že poskrbela država. Sklepam, da tudi če ukrajinske krize ne bo kmalu konc, veliko se jih bo po mojem odločilo, da bojo ostajali, ker država se bo gospodarsko sesula. Kar pomeni, jaz se samo bojim, da mi en dan ne bomo prišli do tega, da bomo čisti racisti postali, rasisti ali desničari, zato ker ti ljudje, če jih mi ne bomo integrirali, bojo postali problem naše družbe. Če ti imaš kaj je, začneš krast. To je ful hitra posledica. Ne? In jaz ne vem, po včerajšnjem pogovoru z gospodom Šterom bi rekla, da se zavedajo, da niso storili dovolj. Po mojem vsak posameznik lahko pri sebi razmisli,
Ne vem, če je tu tam kakšen otrok, ne, družina, ki ima eno sobo prosto, lahko mogoče enega otroka vzame k sebi. To so tudi ljudje, ki imajo velike travme, tako da rabijo neko ukvarjanje z njimi in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, da je tukaj kar veliko nujno potrebne samoiniciative. Tako kot recimo gospod Čeferin, ki se ga nihče ni prosil, da naredi, kar je naredil. Ne, jaz sem videla slike iz vlaka, to je bilo, kar so naredili, je bila blitzkrieg akcija dejansko. Včasih moramo zbuditi v sebi tudi tisto željo, če bi tvoja družina bila v tej situaciji, bi reagirali nagonsko hitro. In po mojem v tem trenutku nagonsko hitro bi mogli vsi mi reagirati, da pomagamo. En dan se te stvari povrnejo, res. Vse in veliko veš, da dela tudi Evropska komisija, ki je izdala novo direktivo, kar se tiče ukrajinskih beguncev in da je tudi kar nekaj stvari, tako da tudi MČM bo na to temo zagotovo še nekaj naredil. Tonja, še kakšno vprašanje, da ne pozabimo na vse tiste, ki so z nami na vseh kanalih, tudi virtualno. Ja, mogoče, če ostanemo malo pri mednarodni tematiki, zakaj je vaša ekipa tako svetovljanska? Kako to, da se znajde in Tajka, Američani, Kolumbijci, tako vse v eni kuhinji? V bistvu je to posledica premalo izobraženega in pomanjkanja kadra v slovenskem prostoru in to, da je dejansko Hiša Franko mednarodna institucija oziroma ustanova in težko rečem, da je to je slovenska restauracija, ki je mednarodno vodena. V bistvu leta 2016 je prišel v Netflix, mi nismo bili na to pripravljeni, niti približno. Mislim, sem bila prva v kuhinji, ki je zamesila kruh, lupla krompir, korenje, delala stoke, juhe. In zvečer, ne vem, šla še okrog gostov, ampak v bistvu moje življenje je bilo kar več ali manj ena velika kuhinja. In potem, ker nekaj prije Netflix, vsak te želi videti, ne vem, imela sem 515 intervjujev v enem letu, vsak bi govoril s tabo, ljudje bi delili selfije. In če ti delaš selfije in govoriš z ljudmi in delaš to, kar večina šefov počne, potem ne moreš lupiti krompirja in ne gre. Pač v bistvu nekdo mora praviti delo, hkrati mora nekdo tudi ta PR-jevski delo praviti. In takrat smo pač začeli z razpisi preko socialnih omrežij v glavnem in seveda Netflix je naredil Hišo Franko, tako je res eno mednarodno zvezdico in kar nekaj so se začele praktično aplikacije iz celega sveta. In ker naenkrat si imel platformo, da lahko pravzaprav izbiraš, se pravi, izbiraš po kvaliteti. In v tistem letu je moj sušef postala Američanka, Emily Harris, je prišla direktno iz Nome in ona je bila tista, ki mi je pol pomagala pravzaprav postaviti strukturo restauracije, ki lahko preživi tisti tsunami ali hurikan, ki se ti zgodi po takih uspehih. Ker slava ni vedno. Meni večino ljudi reče, lahko tebi. Ja, lahko meni. Slava je nekaj, kar slava oziroma stati za svojimi uspehi in v bistvu pritisk javnosti te včasih delata izjemno ranljivo in šibko osebo. In niso tam samo lepe pravljice, obstajajo tudi nočne more. In če nimaš močne ekipe za sabo, da se lahko ukvarjaš z celotno strukturo svoje restauracije, potem zelo hitro ali končaš, ali zapreš restauracijo, zato ker se ti zmeša ali pa se ti zares zmeša. Te dve stvari, te dve opcije sta možne. Zato, da Hiša Franko ta trenutek lahko izdržuje standard restauracije dejansko svetovnega nivoja, jaz si ne predstavljam slovenske ekipe. Jaz, če je tu delovna inšpekcija, se zelo opravičujem, ampak mi dejansko delamo 16 do 18 ur na dan z mano vred pri 49 letih. Sicer imamo pol 2 meseca dopusta, zdaj smo prišli polno plačanega, dobre plače, 2 dni na teden prosti, 3 obroke na dan,
popolne. Ampak gostinstvo ima svoje logike, ima svoje ritme in nam se največkrat zgodi prav pri slovenskih fantih in dekletih, tudi mladih, da rečejo, ne vem, začel bi delati, bi takoj šef kuhnje. In rečeš, ne, to ne gre tako, najprej si komi, potem si demi šef de parti, potem si šef de parti, potem si mogoče junior sušef, potem si mogoče sušef in potem mogoče lahko nekega dneva postane šef. Potem mu je 10 let dela, 10 let učenja, 10 let trdega dela. To je pač mednarodna logika, kako se razvija človek v restavraciji. In v bistvu včasih v prostoru, ki ni ki v tej panogi ni razvit in sigurno Sloveniji manjka še ogromno, da jo bomo lahko imenovali, da je gastronomska destinacija oziroma da ima razvito gastronomsko logiko. Vse te strukture delujejo čudno in nenavadno, ampak je ni restauracija na svetu, ki bi bila uspešna, ki ne bi imela strukture tako rigidne, še bolj rigidne, kot jo ima Hiša Franko. In zato je nujno potrebna, vsaj zame ta trenutek, mednarodna ekipa. Sploh pa in ker vsakič, ko mi damo razpise ven, najprej iščemo slovensko osebje. Ampak, če se že najde, pol pa ne bi živel v Kobaridu. Sonja, če smo se danes kaj naučili, je, da se plan spreminja kar naprej. Zato bomo en del scenarija izpustili v dobro tega, da bomo lahko spodaj tudi nazdravili tisti trenutek sreče na tako izjemno žensko kot Jana, zato da nas boš številko 69 še naprej razveseljevala in razsvetljevala. Ana, hvala lepa. Hvala. Spodaj pa kozarček vina. Za tiste, ki so pa virtualno, pa hvala, da ste bili z nami.